Jaz mislim, da je tako zdaj zopet neko obdobje, ki je hkrati vznemirljivo in strašljivo, in sem prav vesel, da bom lahko vsaj en del svojega življenja deležen aktiven v tem obdobju, ker prestopamo v eno novo dobo in ta prestop bo brez razglasa, brez opozorila, brez kakšne rdeče zastavice. Boter tega prestopa je umetna inteligenca, ki nas bo spremenila kot družbo, spremenila kot ljudi. Vse je pa v naših rokah, ne, ker jaz to umetno inteligenco dojemam kot dobil si enega otroka s super močmi. Zdaj imaš dve možnosti, ne. Komu ga daš, a ga daš staršem, ki so zlobni, agresivni, ali pa ga daš staršem, ki imajo moralo, etiko, en drug pristop, ne. Se tudi Superman ne bi bil pozitivni junak, verjetno, če bi ga dobili skrbniki, ki ne bi bili taki, kot so bili, ne. Torej, veliko bo odvisno od nas, ne, od vsakega posameznika, pa od nas kot družbe. Poleg tega pa mislim, da ima umetna inteligenca še posebno strateško težo za Slovenijo, ker smo mikrodržava, majhna jezikovna pa kulturna skupnost. In zdaj, če pogledava to današnjo šolajočo se generacijo, jaz mislim, da njihov primarni vir slovenskega jezika bo umetna inteligenca. Ne bojo drugi viri, ne bodo knjige, ne bojo videozapisi. Kdo bo skrbel za ta jezik? Kakšno smer bo šel to jezik? A bo sploh umetna inteligenca podpirala slovenski jezik, ker sigurno v angleškem jeziku bo veliko močnejša, naprednejša, a bo ti mulci to ugotovili, pa hoteli samo v angleščini komunicirati, ker bo to dojemali kot prednost, in jezik, slovenski jezik umetni inteligenci kot handicap. Tudi danes ChatGPT v angleščini je veliko boljši, ker po slovenščini dela take flope, pa take napake, da te kar... Ampak jezikovne napake, vsebinske so iste. Ne, ampak vsebinsko je isto, ne, se je samo stvar prevedena. Vem, ampak dela napake. Veš, zdaj, če se bo otrok hotel učiti od tega, ne, se bo narobe učil. Potem, recimo, druga stvar, da se pogovarja zopet o šolski reformi, ne, kako bo to vplivalo na učitelje, na šole, na šolski sistem, ne. Zdaj pač prevladuje to piflanje, ne, torej učenje nekih faktov, ne, ampak hkrati imaš na razpolago orodje, ki ti pojasni vse fakte, ne, vsa dejstva, ne. In se mi zdi, da bolj kot kdarkoli prej bo zdaj bolj pomembno eno kritično razmišljanje pa znanje, ker umetna inteligenca se lahko tudi moti, ne, se nima nujno vedno prav. In mislim, da bo treba otroke učiti ravno tega kritičnega razmišljanja, da ni vse sveto, kar ti ta umetna inteligenca postreže. Pa tudi tako čisto geopolitično se mi zdi, tudi z vidika nacionalne varnosti, ne. Da so vsi konflikti na svetu so hibridni, ne. Gre za moč informacij oziroma za interpretacijo teh informacij, ne. Če mi ne bomo nadzirali te umetne inteligence, to je že jasno, ne, Slovenija, nikoli, ne. Rabimo mi svojo umetno inteligenco, da se bo z njo pogovarjala, pa jo popravljala, kako bomo to počeli, ne? Tako da se mi zdi to za Slovenijo izjemno strateška. Jaz mislim, da bi že morali imeti nek strateški svet, ki bi se ukvarjal s to umetno inteligenco, v katerem morajo sedeti najbolj modri slovenski ljudje, pa kakšne obveščevalne službe, pa politični odločevalci. Ker če napovedi držijo, ne, po letu 30 bo umetna inteligenca pametnejša v splošni inteligenci od človeka. Zdaj je pač bolj inteligentna v nekih izoliranih, specifičnih nalogah, ampak hkrati počasi pa nas bo prehitela. Tako da, po drugi strani, da ne bo sam zastrašujoče, je pa tudi eno to velika priložnost, ne, ker sigurno
lahko nadomesti dela, ki so repetitivna, avtomatična in tako dalje. V našem kreativnem poslu zdaj nikoli več ne moš reči, da je papir prazen, ker zmeraj ti lahko da kakšno idejo, potem je od tebe odvisno, kako to res, idejo razvijaš naprej. Ampak še zmeraj mislim, da umetna inteligenca se uči ne od kode, ampak od tega, kako jo mi hranimo, feedamo, mi jo pa feedamo s tem, kar počnemo na internetu. Zdaj, malo bom poenostavljal zato, da bom lažje povedal. Če se na internet ne bodo priselili modri, izkušeni ljudje, potem se bo učila od napačnih. In zato pač mislim, moramo spodbujati tudi tiste, ki danes niso na internetu, naj sodelujejo, ker s tem pomagajo človeštvu. Ja, to je res. Jaz doskrat, zdaj tudi, ko govorimo o AI-ju pa ChatGPT-ju, da imam občutek, ko imam interakcijo s tem sistemom ali pa s tem modelom, je, da imam interakcijo z kolektivnim človeštvom, kot je na internetu. Zato, ker, kakor si rekel, model je naučen na podatkih iz interneta, in v bistvu gre za neko entiteto, ki jaz ne vidim, doskrat imam te prebliske, ne vidim jo kot nek sistem nekega robota, ki je izoliran, ampak vidim vpogled v kolektivno. In jaz imam z internetom je bil prvi tak zametek, jaz lahko pogooglam nekaj, pa najboljši rezultat dobim, ampak tukaj pa v bistvu več rezultatov naenkrat sprocesira in mi servira v pogovornem jeziku informacije. In to je izredno pomembno, kar si rekel. Po drugi strani je pa to tisti, ki mogoče malo bolj spremljamo tehnologijo, smo čez celo zgodovino, čez celo človeško zgodovino, vedno bili malo taki alarm smo sprožali, da človeštvo ne bo imelo dovolj časa, da se pravilno prilagodi na spremembe, ki prihajajo. Ampak se mi zdi, da zdaj bo to vedno bolj res, ker ne govorimo več o letih, govorimo o mesecih. Glih zdaj sem gledal, chat GPT-4 je predstavljen, Microsoft daje v vse svoje programe ta Copilot, mu rečejo. Google je isto pred parimi dnevi lansiral. In čistko primer, imaš mail, daš reply, on ti že predlaga odgovor, ki upošteva vse tvoje prejšnje odgovore in cel email thread, in doskrat je to dosti v redu. Boljš kot pa ti. Ja. In to so take spremembe, ki se dogajajo toliko izredno hitro, da se bojim, da bo veliko ljudi povozila. In zato so skeptični glede te tehnologije. Jaz nisem skeptičen, jaz pač vidim to zelo pozitivno. Sigurno so pasti, ampak vsaka tehnologija spremeni delček človeka, človeštva. Do zdaj je zmeraj bilo tako. Tudi ta ne bo nič drugačna. Zdaj, izziv je to, kar si zdaj ravno rekel, prilagoditvena faza je izjemno kratka. Včasih pač iz konjske vprege na avtomobil je bilo zelo dolgo obdobje. Zdaj pa, če samo tako pogledava, novembra, ChatGPT, zdaj smo pa kaj, marca, koliko se je že promptanje spremenilo, pač, ker mislim, da promptanje bo novo kodiranje postalo. Nov skill, ja. Ja, nov skill, pač koderji bojo odvečni, ker pa pač to umetna inteligenca počela in pač rabili bomo ljudi, ki se bojo znali čim bolj učinkovito pogovarjati z umetno inteligenco, ker vsak od nas tega ne bo znal, a pa ne bo imel časa se tega skillsa naučiti, ker pač umetna inteligenci, to veš, pač dodeliš vlogo, lahko je tvoj učitelj, lahko je tvoj nasprotnik, lahko mu daš tudi alter ego, in na nek način umetna inteligenca ima že zavest, če mu daš grd, zloben, umazan alter ego, in umetna inteligenca, pa temu alter ego postaviš isto vprašanje, umetna inteligenca ti ne bo nič rekla o izdelavi bombe. Njen alter ego pa ti bo vse povedal. Se pravi, lahko pohekaš varnostne zapornice, ki jih je OpenAI dal tja. Pač skozi ta alter ego. V glavnem, tega alarma, tako ko si rekel, pač ljudje, ki ste bolj notri v tehnologijah, jaz nisem, ampak se mi zdi to taka prelomnica.
tega tako glasnega alarma ne bo. Ne. To se dogaja že.